Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Torej, mogoče predno greva na današnji dogodek čisto dve besedi o samem poslanstvu. Torej, gre za eno tako prvo združenje pravzaprav žensk v tej zdravstveni branži, ki ni vezano samo na farmacevtsko industrijo, ampak širše, se pravi tudi na splošno zdravstvo in pravzaprav vseh žensk, ki delujejo v zdravstvu, vseh deležnikov. In samo poslanstvo te organizacije, ki je čisto volontersko, je namreč to, da pravzaprav krepimo prisotnost žensk predvsem na vodilnih pozicijah v samem zdravstvu in pod ta dežnik, če smem tako reči, spadajo pravzaprav enaki pogoji, kot jih imajo recimo na isti poziciji tudi moški. S tem konkretno mislimo na plačilno enakost, enake pogoje in tako naprej. Zdaj, današnji dogodek, če konkretizirava, pravzaprav je že 5. dogodek od konca maja, namreč konec maja smo pravzaprav samo organizacijo imeli prvi ustanovitveni dogodek in to je, torej danes smo januarja, smo organizirali že 5 takih dogodkov. Njihov namen je pa širši, torej eden izmed njih je seveda neko mreženje in pa povezovanje žensk v tovrstni branži, torej v zdravstvu. Seveda naj vedno poudarim, da so vedno dobrodošli tudi moški, ki so seveda naše ogledalo in pa podporniki žensk v tovrstni branži. Zaenkrat jih imamo sicer malo, ampak si prizadevamo, da jih bomo z časom pritegnili čim več. Drugi namen teh dogodkov je pa bolj kot ne vsebinski, se pravi, želimo ženskam, ki so pridružene organizacije, ponuditi bodisi neko izobraževanje, bodisi neko mentorstvo. Po tipu samem dogodkov so pa dogodki lahko v živo, lahko so dogodki torej online, digitalno. Lotile se bomo tudi nekega mentorstva, kjer je ideja, da pritegnemo tudi mlade ženske, katere bi se učile pravzaprav nekih senior žensk, ki imajo že neko kilometrino menedžersko za sabo in pa to znanje prenesejo na mlade upe, ki bojo pa to še postale. Tako da pravzaprav, kot vidite, je to neka pestra paleta dogodkov po tipu same organizacije, po pravzaprav sami vsebini. Bistvo pa je, da sama ženska najde vsaka, ki je pridružena organizaciji, nekaj zase in si mogoče s to prisotnostjo, da vloži svoj čas pa energijo, pravzaprav pomaga v nadaljnji karieri v zdravstvu, lahko tudi svojim otrokom, ožjemu krogu, kjer je, in s tem bo pravzaprav naš namen dosežen. Veste, mi smo pravzaprav začeli z tem ustanovitvenim dogodkom, to je bilo konec maja, in že ko smo vabili na ta dogodek, smo seveda najprej začeli z nekimi svojimi kontakti, ki jih nimamo malo. V bistvu vsaka od nas, ki smo v Sloveniji pravzaprav odprli HBA, jih nima malo, ker smo približno že 20 let v samem kot deležnice v zdravstvu. Tako da smo začeli s tem in smo pravzaprav že na ustanovitveni dogodek privabili cirka 80 članic, kar veliko število, glede na to, da je organizacija bila neznana. Ta številka se je ponovila potem v drugem v živo dogodku in sicer to je bil zdajle decembra, kjer je bil namen neko mreženje, spoznavanje in v bistvu ta tretji dogodek v živo je pa današnji, kjer je recimo okrog približno 50 udeleženk na tem predavanju. Malenkost manj vidimo, da jih je na teh virtualnih, ampak to je nekako v skladu s temi trendi, ker ta digital oziroma ta virtualni načini se počasi opuščajo post-covid času. Veste,
jaz bom tlele mogoče dala nek osebni vidik in sicer nekako sama sebi kot Slovenka ne pustim se vplivati na vse te, bom rekla, afere ali pa vse te negativizme, kjer jih slišimo veliko po samih medijih, tako pisanih kot, bom rekla, v živo. In veste, kaj je moj indikator? Da pravzaprav poznam veliko tujcev, torej Slovencev, ki so šli živeti v tujino, vendar, ko potrebujejo neko zdravstveno oskrbo, se pa vračajo v Slovenijo. In za mene je to dokaz, da imamo še vedno kvalitetne zdravnike, da lahko bolniku ponudimo kvalitetno oskrbo. Vsa ta tehnika zraven doplačil in tako se mi zdi pa minorna v primerjavi z to kvaliteto, ki jo nudimo v primerjavi z tujino. Kaj s tem mislim? V tujini bi se upala trditi, da imate enako kvalitetno zdravstvo, vendar se ta kontribucija posameznika iz žepa je pa bistveno večja. In glavni indikator, vsaj pri meni, da imamo še vedno kvalitetno zdravstvo, je, da če boste vprašali nekoga, ki živi v Švici, pa je Slovenec, se bo vračal v Slovenijo, kadar bo bolan. Slovenija, glede na majhnost trga, pravzaprav je dostopnost zdravil zelo visoka. Tudi sam interes, pravzaprav v glavnem so to, poleg domačih firm Krke pa Leka, generičnih, v glavnem to tuje firme z podružnicami, predstavništvi v Sloveniji in pravzaprav je zanimiv trg iz dveh vidikov. Eno je ta zaradi relativno urejenega pravzaprav sistema samih reimbursiranja zdravil, določanja cen in pa pritegnitev zdravil v sam obtok. In pa predvsem so pa glavni deležniki tukaj zdravniki, ker so sami dovolj zvedavi in pravzaprav so oni tisti, ki z svojim načinom dela in, bom rekla, brskanjem izven svojega obravnave bolnikov si želijo nekih novitet in si želijo pravzaprav bolniku ponuditi neko adekvatno zdravljenje, ki je mogoče izven teh tradicionalnih okvirjev. Vemo, da smo v preteklosti poznali, 2-3 AC inhibitorje, ki so bili vezani na Krkina zdravila, danes jih imate, 23+. Kar kaže pravzaprav na to, da je Slovenija zelo odprta za neke novitete, seveda se velikokrat posebej za draga zdravila zatakne pri financah, ampak tudi to je Slovenija uredila z enim posebnim mehanizmom, kjer prišpara, bom rekla, manj na zdravilih, ki izgubljajo patent. S tem rata atraktivna za generike, generiki vedno znižujejo ceno, vendar na ta način pravzaprav zavarovalnica omogoča pa dodatna sredstva oziroma prišparana sredstva, ki jih vloži v neka visoko inovativna zdravila. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.